Ja, moji prvi spomini, če zdaj dobro pomislim, segajo v osnovno šolo, tam nekje 3., 4., 5. razred, ko so bili v Litiji zelo, zelo lepi pustni karnevali in se vsak pustni karneval potem končal tukaj v dvorani. Ples je bil v tej dvorani gor in spodaj v baru. Tega se pa močno spominjam, ker je bila zraven udeležena tudi moja mami in prijateljica njena in smo prišli pomagati. V baru smo malo stregli, pijačo, jasno, takrat ni bilo še tako močnega pijančevanja, kot bi rekla, da je danes. Lepo je bilo, prijetno in v maskah so bili, ljudje so bili dobre volje, srečni, zabavali so se tako na pristni način in mislim, da tega v Litiji zdaj veliko pogrešajo. Sej imamo tisto športno dvorano, ampak ne vem, neko druženje, recimo imam 2-krat na mesec plesne urice v sklopu Društva upokojencev, katerim je kulturni center prijazno odstopil avlo, v kateri se imamo zelo dobro in se pogovarjamo takole z ljudi in pravimo, zakaj ni ene prireditve na mesec, kjer bi se ljudje zabavali. Prosto, samo plesali, saj ni nujno, da je neka pijača zraven, pa veselica, pa hrana, pa te zadeve. Ne, dajmo narediti v Litiji enkraten takšen dogodek, enkrat na mesec, ko bo prišel plesati tisti, ki mu bo pasal. Da je tako druženje. In to jaz mislim, da res tudi to v Litiji pogrešamo, tako upokojenci kot malo mlajši, mladina spet nekaj drugega pogreša, ampak res. Drugače pa sem jaz v tej dvorani veliko dogodkov imela, tako se strani moškega, ženskega zbora iz Gabrovke, ki sem jih vodila, tako se strani upokojenskih zborov sem imela kar nekaj obletnic okroglih in na vse obletnice imam res lepe spomine. Sodelovanje z osebjem v kulturnem centru je neprecenljivo, vse, kar se zmenešti uredijo, porihtajo, tako da res. Mi je veselje ta dvorana in sem vesela, če se bo res zgradila nova, še bolj udobna, z več prostori, ja, garderobe pa res niso primerne, če je tam enih 5 zborov v dvorani, pa se nimajo kje preobleči, pa so slabe volje, pa tako naprej. Drugače pa ja, druženje. Nekaj bi mogli tudi v tem sklopu najdeti eno dvoranco, enega preprostega DJ-ja ali pa eno osebo, ki bi vrtel malo glasbe, ljudje bi se zabavali, plesali, sabo ponesli vsak svojo vodo in to je to. No, rada bi še dodala to, da imam tudi redne vaje tukaj zdaj, 1 ali 2-krat na teden z mešanim pevskim zborom Društva upokojencev, ker je enostavno naša sobica postala premajhna, pa še po covidu se nismo smeli preveč stiskati, smo mogli biti malo bolj oddaljeni drug od drugega in tudi tukaj bi pohvalila ta kulturni center, da je izredno prijazen in v tem smislu mislim, ker ponuja raznim organizacijam prostore, da bi tudi v ta namen mogli oni imeti eno sobo, ki bi jo lahko oddajali za najem ali prostovoljno ali kakorkoli, skratka, to je zelo potrebno. To je zelo potrebno. Društvo upokojencev nima tako velike sobe, da gre noter 35 oseb, in to je res fajn. Saj smo bili tudi v drugih prostorih, ampak se nismo tako dobro počutili, kakor pri vas. Tako da res, če boste imeli možnost, naredite še eno sobo za take zadeve. Eno za ples, eno pa za pevske vaje.